Kaj je spolna medicina? Če ste opazili, spolna medicina je veja medicine, ki se ukvarja s človeško spolnostjo in motnjami in ima za cilj izboljšati spolno zdravje. Ne samo, da bi se pozdravili, temveč da preprečimo, da diagnosticiramo, da pružimo terapijo in tudi rehabilitacijo. Skratka, ima za cilj pomagati ljudem, da doseže večje zadovoljstvo v partnerski zvezi, da izboljša njihovo samozavest in intimnost in kvaliteto življenja. Namen tem je, da pri tem vsak posameznik je brez obveznosti in ni namena, da doseže določene predpisane objektivne kriterije, ker vemo, da norm v spolnosti ni, prav tako, zato je vse dovoljeno. Kako pristopamo? Ko imam pacienta v svoji ambulanti, a veste, to je eno prav občutje, ko se tipamo na obeh straneh, kako pristopiti temu, jaz ne rečem nikoli, da je to pacient, mogoče bi rekla klient. Prvič dovoljenje, da sploh začnemo se pogovarjati o tako občutljivi temi. Potem dajati neke omejene informacije oziroma vprašati, zakaj se gre. Potem specifične sugestije za določen problem oziroma na koncu pa je skup se naredi kot plan zdravljenja oziroma se planira ta intenzivni tretman. Kot smo rekli, kaj je normalni seks, kaj določa, kaj je to normalno. Vse, kar nas zadovoljuje, nam ugaja, je normalno, smo rekli, norme v spolnosti ne obstajajo. Potrebno je, da so izpolnjeni 3 pogoji, vsi se morajo strinjati. Osnovno pravilo je ne škoduj in doseči zadovoljstvo. Tukaj rečem zadovoljstvo in ne orgazem. Predvsem tukaj se misli na emocionalno in fizično zadovoljstvo. Orgazem je zaželjen, vendar ni nujno potreben. V zadnjem predavanju, ki smo ga imeli strani Internacionalnega združenja za spolno medicino, so si zastavili nam predstaviti, kakšne so norme oziroma kaj je normalno v smislu velikosti, funkcije in prav je bilo tisto zanimivo predavanje, ko so obdelali vse teme spolnosti. V smislu, kakšne so povprečne dimenzije penisa. Zato sem tudi začela s tem, da vas malo uvedem. Eni pridejo na terapijo z namenom, da rečejo, da je penis mikropenis, eni mislijo, da so preveč obdarjeni, v resnici pa je čisto drugače, tako da to so neke povprečne vrednosti, kar naj bi bile za penis. Koliko pa naj traje spolni odnos, oziroma koliko je ta čas od začetka odnosa pa vse do ejakulacije. Zdaj vemo, da obstajajo miti, kot gledamo po televiziji oziroma po filmih, da to traje celo noč in da se ponavlja, v resnici temu ni tako. Povprečno traje 5 minut. Lahko so variacije tudi do 45 minut, tisti, ki lahko zdržijo, vendar to je neodvisno od uporabe kondoma ali cirkumcizije. Prav tako tisto trajanje spolnega odnosa je različno odvisno od kulture oziroma sredine, v kateri se to meri. Tako v Turčiji povprečno trajanje spolnega odnosa do ejakulacije je 3,7 minut. In to je za njih prav in normalno, ker na ta način mislijo v njihovi kulturi, da je to pravi moški, ko zmore tako hitro. Se pravi, ni normalnih vrednosti v spolnosti, lahko traje od do, lahko je velik od do, saj vemo, da velikost ne vpliva na spolno funkcijo. Kaj pa pauza? Saj vemo, po spolnosti sledi pauza in to je normalni čas refrakcije po ejakulaciji. V tem času moški ne razmišlja o seksu, ne more se vzburiti in doseči erekcijo in ne more doseči orgazma. Vendar je to različno, če gre za mlajšega moškega, to je lahko nekaj minut, če pa je za starejšega moškega, tukaj ne bom rekla več kot 60, mogoče še manj, to je lahko čas refrakcije tudi dlje, do 24 ur, za nekatere tudi nekaj dni. Kdaj pa se začne s polnostjo? Saj vemo, da so podatki različni. Tako tale študija tukaj v Kanadi pravijo, da je povprečna starost, vidimo tule 20, zdaj govorijo celo o polni meji, ko se začne s polnostjo 16 let, celo punce mlajše od 16 let že zahtevajo in tudi prav, da se pobrigajo za kontracepcijo, preden se sploh začne. Tako da vse tele vrednosti, ki jih navajam tukaj, niso normativne. Kaj pa
pogostost spolnega odnosa, saj veste, vedno se vprašamo, kakšna je normalna pogostost v spolnosti. A tisto, kaj mi dva delava doma, je normalno ali ni? Tako v eni študiji so ugotovili, da od vprašanih 2000 udeležencev 18% nikoli ne seksijo v letu, 8% samo enkrat. 1/3 enkrat do 2krat mesečno, 40% enkrat do 3krat tedensko, samo 6% so tisti, ki seksajo 4krat ali več na teden. Večinoma spolni odnos pri starosti od 18 do 60 let je vaginalni, moški se nekoliko več udeležuje oralnega seksa, analni seks pa je, vidimo tukaj na zadnjem mestu. Se pravi, normalna pogostost in način je na način, ko nama odgovarja. Tako možno definirati, kaj je normalno glede bioloških faktorjev, kar zadeva anatomijo in fiziologijo, se pravi velikost, morfologija, funkcija, vendar žensko vzburjanje, orgazem in posebej želja za spolnostjo so zgodovinsko napačno razlagani in na to vpliva tudi versko in kulturno okolje. Če vemo, da se naše želje in cilj premikata s časom in v prostoru, se postavlja vprašanje, kaj naredi zdravstvena politika za varovanje in vse tisto, kaj nam omogoča zdravstvo, da podpira varno spolnost in zadovoljstvo v spolnosti v odsotnosti bolečine. Se pravi, vse tisto, kaj nama ugaja in nam povzroča zadovoljstvo, je normalno, to je za zapomniti. Tukaj še enkrat bomo šli skozi postopke, kako jaz oziroma kako seksologi bodo pristopili, če se boste odločili za tretma. To ne pomeni, da pri seksologu se izvaja fizični pregled. To pomeni, da je pogovor, evaluacija, postavljanje diagnoze, anamneza, holistični pristop vsakemu bolniku, ki potem vodi k tretmanu in na koncu potem lahko se tudi konzultirajo tudi drugi specialisti. Saj vemo, da so spolne motnje ponavadi organske, psihične ali obojne, tako da vsakič psihoterapevtski pristop spolnosti ima pomoč. Zato tudi rečemo, da v spolni medicini uporabljamo biopsihosocialni model, ko obdelujemo en spolni odgovor, se pravi, upoštevamo biološke dejavnike, psihološke dejavnike, relacijske dejavnike v partnerstvu in sociokulturno okolje, v katerem ta človek živi. Tako da, ko imam pacienta pred sabo, smo rekli, to je klient, ni pacient, ni nujno, da je bolan, vsakič so zaželjena odprta vprašanja in direktna na začetku. Ali imate spolnega partnerja zdaj? Kako dolgo ste skupaj s partnerjem? Ali je vaš partner moški, ženska ali oboje? Saj jaz ne morem predpostavljati, za katero spolno orientacijo gremo. Mogoče se gospod oziroma gospa še vedno išče, pa tudi, ali je do zdaj imel spolnega partnerja, razen tega prej ali zdaj. Se pravi, vedno gremo skozi faktorje, ki so predisponirali, da se pojavi neka spolna funkcija, lahko je to kronična bolezen, faktori, ki tole še precipitirajo tole spolno motnjo, se pravi, jo še pospešujejo, ali dejavniki, ki vplivajo, da se tale spolna motnja vzdržuje. Zakaj ljudje sploh imamo seks? Ta slajd oziroma to študijo večinoma izpostavljamo zato, da laično javnost informiramo, da različni so razlogi za seks, celo so opisali 237 različnih razlogov, zakaj imamo spolnost. Na prvem mestu so fizični razlogi. Za zmanjšanje stresa, za zadovoljstvo, za fizično privlačnost, željo po izkušnji in reprodukciji. Čustveni razlogi, ljubezen, izražanje emocij, predanosti. Doseganje določenih ciljev, materialnih, socialnih, maščevanja, izkoriščanja. Ali zaradi lastne negotovosti z namenom dvigniti lastno samozavest, kot je spolnost kot obveznost do partnerja, pritisk strani partnerja in namen obdržati ga. Se pravi, vsi tisti razlogi so različni, zakaj sploh ljudje imamo spolnost. Kaj pa je spolni odgovor? To je serija emocionalnih in fizičnih sprememb, ki se pojavljajo v telesu,
ko je oseba spolno vzburjena in sodeluje pri spolnih aktivnostih, kot je odnos ali masturbacija. Mogoče začnemo, da ženskam večinoma všeč Brad Pitt, a ne? In če to ga zamenjamo s partnerjem v realnem življenju oziroma tistega, ki nam je dosegljiv, potem v spolnem odgovoru po Master Johnson linearnemu modelu naj bi začeli prvič z vzburjanjem, potem faza platoja, potem je faza orgazma, pa še ta faza rezolucije, ko smo rekli, da spolni organ pri moških miruje, pri ženskih pa ni rečeno, ker ženske smo sposobne doživeti multiple orgazme zaporedoma. Osnova tega modela je genitalni odgovor in seksualni odnos, s kateri obvezno je cilj orgazem. Praktično so v laboratoriju merili odgovore fizične in genitalne iz tistih, ki so bili vključeni v študiji, kot je puls, pritisk, frekvenca dihanja, kako so genitalije prikrvavljene in so šli iz ideje, da moški in ženski vsakič reagirajo enako v tem ciklusu skozi 4 faze. Pri tem so vzeli samo biološke dejavnike, se spravi telesne dejavnike, ne upoštevajo pa željo, kontekst in partnersko povezanost. Se pravi, psihološke dejavnike v tem modelu ni, kar je tudi kritika tega modela. Kaj pa, če se zadeva nadaljuje, pa me Brad Pitt povabi na večerjo? Jezika na svojem. To je uvod v eno žensko drugo razmišljanje, kako naj bi se tale spolni odgovor nadaljeval, oziroma kako ženske so zasnovali tole model, pa pravi, Kaplan model pravi, da nujno potrebujemo predvsem željo, spolno željo, preden se razvije vzburjanje in kot krajni cilj orgazem. Se pravi, naj bi tole šlo stopensko, se pravi spolna želja, spolno vzburjanje, za moške erekcije, za ženske lubrikacija, pa šele na to orgazem in potem sledi rezolucija. Se pravi, tukaj se upoštevajo ne samo fizični dejavniki oziroma telesni dejavniki, temveč tudi psihični dejavniki, se pravi spolna želja, kar je en korak naprej. Zdaj se najbolj upošteva model Basson, ki posebej je pisan ženskam na kožo, o tem smo tudi takrat se pogovarjali, a ne, s namenom povedati, da lahko začnemo od stanja, ko smo spolno nevtralni, se pravi, ni nujno, da imamo spolno željo. In če se prepustimo partnerju, da nas spolno stimulira, šele na to pride do spolnega vzburjenja. Tukaj govorimo lahko o ženski, lahko o moških, se pravi oboje. Šele na to se združita naše spolno poželenje in vzburjanje in to vodi, če nam ugaja, do emocionalne in fizičnega zadovoljstva in cilj je emocionalna intimnost in ne orgazem. Se pravi, lahko štartamo od spolno nevtralnega stanja in ta spolna želja je izzvana. Lahko pa je tudi spolna želja sama po sebi prisotna oziroma je spontana. Ta stil se naš spreminja z leti in je odvisen, v katerem kontekstu oziroma okvirju se dogaja. Prav tako je odvisno od dolžine partnerske zveze in potem od atraktivnosti in zaupanja partnerja. In potem, če so primerjali te modele medsebojno, kateri model kateremu ustreza, so videli, da pri moških največ je zastopljen Master Johnsonov seksualni odgovor, pri ženskah pa še posebej tistih, ki imajo težave v spolnosti, največ ustreza Basson model, se pravi, da ženske smo že v bistvu nagnjene k temu, da pri nas spontana želja je bolj poredko prisotna. Če se prepustimo partnerju, da nas vzburja, potem lahko se pojavi spolna želja in šele na to, se pravi vzburjanje in šele na to spolna želja, da se spolni odgovor pripelje do konca. Še enkrat poudarek, naše spolno življenje je odvisno od sredine, iz katere prihajamo, iz travme oziroma nekih neljubih dogodkov, če smo jih imeli v
otroštvu oziroma v adolescenci lahko neljub dogodek s prvim polnim odnosom. Potem, da se pojavi spolna motnja, so lahko faktori, ki predisponirajo, primer kronična bolezen. Vzdržujoči faktori so recimo dojenček, ki tole ne dovoljuje nam, da imamo čas in prostor za sebe. Faktori, ki recimo še doprinesejo, so lahko različne motnje, ki bi tole vse pomagali, da ta spolna motnja vztraja. Se pravi, moški in ženski smo si različni in ali je res takole različno, da ženski možgani razmišljajo drugače, moški možgani pa samo o spolnosti. Temu ni tako, zato ko že v otroštvu in v času odraščanja z vzgojo deklic oziroma moških je nekaj skriptov oziroma mitov, ki so strani družbe oziroma strani vzgoje, strani kulture in tistega, kaj pride do nas. Tako vedno se smatra, da moški, kar je tudi napačno, da moški mora vedno biti mačo, da vedno je sposoben za seks, da lahko zdrži celo noč, da je lahko vsakič močen, avtonomen, pokaže svojo dominanco, včasih tudi fizično agresijo, da ne pokaže svoje emocije, da ne potrebuje pomoči, da v spolnosti ni ustržljiv oziroma gleda samo na sebe in da vsakič zmore perfektno. Saj vemo, da temu ni tako. To je mit, ki ga moramo z vzgojo že od otroštva, že z spolno edukacijo temu ne doprinesti. Kaj pa ženska? Smo ženske res tako nežne, nagnjene, da pružamo samo ljubezen matere, da smo emocionalne, čustvene, da smo mlade, lepe, po možnosti neagresivne, ne pristopamo spolnosti asertivno, se pravi, smo bolj pasivne. Temu seveda ni tako in to so spolni miti oziroma neke skripte, ki so v naših možganih, ki so privzgojene, se pravi, to ni prirojeno in se moramo truditi, da v času odraščanja, da smo temu, vidimo, da to ni res oziroma da gradimo nove modele oziroma preko edukacije zvemo, da temu ni tako.